Zvezdan Božič se s področjem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ukvarja že od leta 1997, ko je prišel na upravo za obrambo Koper iz Policijske uprave Koper kot svetovalec za področje zaščite in reševanja. Na upravi se je takoj vključil v operativno delo in bil že leta 1998 odlikovan s bronastim znakom civilne zaščite za uspešno izvedeno akcijo odstranjevanja min iz morja. Po oblikovanju oddelkov za zaščito in reševanje v takratnih upravah za obrambo je postal vodja oddelka, leta 2003 pa vodja izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Koper. To delo je opravljal do upokojitve v začetku leta 2019. Poveljnik civilne zaščite za obalno regijo je bil imenovan leta 2004 in to funkcijo še vedno opravlja. Pri vodenju štaba civilne zaščite obalne regije poudarja predvsem operativni vidik delovanja ter nenehnega usposabljanja. Udeleževal se je vseh pomembnejših usposabljanj, tako doma kot v tujini, prav tako k usposabljanju za potrebe zaščite, reševanja in pomoči spodbuja pripadnike enot civilne zaščite, ki jih tudi usposablja v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Letno s pripadniki enot in služb obalne regije opravi več urjenj in vaj, prav tako pa v okviru svojih pristojnosti skrbi za njihovo kvalitetno in zadostno opremljanje z osebno in skupno opremo. Svojo karizmo, znanjem in izkušnjami je pomagal pri vzpostavitvi konceptov odziva na nesreče, za katere so izdelani državni načrti zaščite in reševanja in jih je uspešno razdelal na ravni regije. Posebno pozornost je namenil skladišču naftnih derivatov na Serminu, Luki Koper in ob izgradnji predora Dekani in Markovec. Ker je tudi pomorski strojnik in ima tudi več drugih znanj z področja pomorstva, je skupaj z Upravo za pomorstvo in Agencijo za okolje sistematično gradil, vodil in usmerjal celotno področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na morju in obalnem pasu. Prav tako pa je tudi aktivno sodeloval v operativni pomorski koordinaciji državnih organov ter v komisiji za nabavo ekološkega plovila Službe za varstvo obalnega morja. Vzporedno z navedenimi aktivnostmi je skrbel za razvoj službe civilne zaščite za podporo in upravljanje posebnih nalog zaščite, reševanja in pomoči pri ekoloških in drugih nesrečah na morju, kjer posebno pozornost posveča pogodbenim pripadnikom civilne zaščite in organizaciji vsakoletnih vaj. Prav tako je aktivno sodeloval pri pripravi ocene tveganja za nesreče na morju, ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za nesrečo na morju, pomorskega prostorskega načrta Slovenije, načrta upravljanja z morskim okoljem in razvoju celotne pomorske politike. Strokovno je tudi pomagal pri vzpostavitvi sil zaščite, reševanja in pomoči v Luki Koper. Kot regijski poveljnik civilne zaščite je v preteklosti uspešno vodil intervencije ter organiziral različne aktivnosti in vaje. Aktiven pa je tudi na mednarodnem področju. Bilateralno je sodeloval tako s Hrvaško kot tudi z Italijo, širše pa v okvirih regionalnega sodelovanja in v institucijah Evropske unije. Uspešno je sodeloval v več evropskih projektih, mednarodnih konferencah na temo onesnaženja morja in obale ter v vmešani slovensko-hrvaški italijanski komisiji za varstvo Jadranskega morja in obalnih območij. Za svoje aktivno udejstvovanje in uspešno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči je prejel bronasti znak civilne zaščite leta 2000, 2007 in 2015, srebrni znak civilne zaščite leta 2004, zlati znak civilne zaščite leta 2011 in plaketo leta 2016. Leta 2019 je prejel tudi najvišje priznanje Istrske županije za vsestransko pomoč pri razvoju civilne zaščite v Istri. Zvezdan Božič je s svojim izjemnim delom in trudom, z bogatimi izkušnjami ter visoko stopnjo profesionalnosti, usposobljenosti in izurjenosti ogromno pripomogel k razvoju zaščite in reševanja, tako v obalni regiji kot tudi na ravni države. S tem ima neprecenljive zasluge pri razvoju in pripravljenosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vsled navedenega se mu za njegovo dolgoletno izjemno delo in zasluge pri razvoju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami podeljuje kipec civilne zaščite.